Pozdravljeni. Na veliki nagradi Monaka v letu 2026 ne bo tako imenovanega straight line moda. Kaj to pomeni in kaj mnogi viri pišejo, pa kot običajno v naslednjih minutah. Verjetno ste tudi sami zasledili, da na prihajajoči veliki nagradi Monaka ne bomo imeli nobenega območja, kjer bodo bolidi tiste svoje pomožne profile, tako na prednjem kot na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, spustili. Imeli bomo samo tisto, kar se kliče cornering zone, torej čez celo progo bodo bolidi krožili z pomožnimi profili v zgornjem položaju. In mnogi navdušenci so že začeli vihati z nosovi. Predvsem zato, kot bomo videli v nadaljevanju, ker razni mediji ne znajo, nočejo razložiti, zakaj v resnici gre. Pri FIA so se odločili, da je na prvem mestu varnost, kar je po mojem mnenju tudi prav. In seveda ne smemo pozabiti na nekaj bistvenega. Tudi mi, publika, gledalci, navdušenci, radi spremljamo dirke. Ne pa čakamo, da bi se kaj zgodilo. A najprej je treba razložiti, zakaj gre. Namreč, če pogledamo konfiguracijo proge po znamenitih ulicah Monte Carla, bomo dokaj hitro ugotovili, da v teoriji bi bili samo dve mesti primerni za tisti način, ko se pomožne profile na bolidih spusti na štartno-ciljni ravnini, kjer je bilo tudi nekoč območje DRS, in na tistem delu med ovinkom Portier ter Noël Chicane. Za one, ki ne poznate proge na pamet, to je tisti del, kjer proga zapelje v tunel. In tu se moramo sedaj za trenutek ustaviti ter zamisliti. Ovinek Saint-Denis, prvi ovinek na progi v Monaku, je izjemno zahteven. Verjetno marsikdo dobro ve, da tam na levi strani ovinka je nalašč puščen prazen prostor, da se lahko vozniki umaknejo, če napravijo manjšo napako. Zavedati se moramo naslednjega dejstva. Če je napaka nekoliko večja, tista izletna cona na levi strani je nepomembna, kajti voznik bo končal prav v zaščitnih blazinah pri kapelici Saint-Denis. In trk na tem delu pomeni dobesedno prekinitev dirke. Kajti, če so razbitine posejane po tem delu proge, ni zaprta samo glavna asfaltna površina, temveč tudi izhod iz boksov. Torej, če pride do množičnega trčenja prav tu, je treba izobesiti rdečo zastavo in čakati, da se vse pospravi. In sedaj zamisliti se, kaj bi bilo, če bi bolidi Formule 1 na tem mestu imeli hitrost tam okrog 320 km/h. In seveda 320 km/h na vhodu Saint-Denis je realna številka. Verjetno je vsakomur izmed nas jasno, da bi gledali izjemno malo dirke. Če bi bilo kaj takega dovoljeno, bi gledali predvsem trke, nesreče ter prekinitve. Tisto drugo območje, tisto, ki je v coni tunela, bi pomenilo pa še morda, po mojem, večjo nevarnost. Že tako ali drugače, Noël Chicane, tam po izhodu iz tunela, je zopet izjemno zahtevna kombinacija. Že v normalnih razmerah
vidimo, da se kdo lepo odpelje tja naprej proti tisti zaprti ulici, kjer je zopet izletna cona, ali pa oplazi zaščitno ograjo na levi ali desni. Sedaj zamislite si, kaj bi bilo, če bi hitrost bolidov bila čez 320 km/h. In ne smemo pozabiti, tam gre proga navzdol. Poleg tega, z visoko hitrostjo v tunelu ne bi bilo preveč varno. Seveda gre za Formulo 1, gre za kategorijo motošporta, gre za panogo, kjer je hitrost pomembna, ampak menim, da nihče izmed nastopajočih nima nekih očitnih samomorilskih teženj. In sedaj upam, da smo razumeli, zakaj na prihajajoči veliki nagradi Monaka tistega aerodinamičnega načina, ki bi omogočal visoke končne hitrosti, enostavno ne bo. In tu je treba povedati, da marsikateri vir, marsikateri članek je začel pripovedovati nebuloze. Prebral sem sestavek, ki mi je najprej nasmehnil, tako otročji, tako zgrešen je bil, ampak v drugi fazi sem postal zaskrbljen, kajti marsikdo ga bo prebral in začel napisanemu tudi verjeti. Namreč avtor je trdil, kako je to, da so prepovedali uporabo straight line moda, v bistvu voda na mlin Ferrarija. Kajti tako Mercedes ne bo imel tiste prednosti, ki smo jo videli na drugih progah. In tu bi vas rad spomnil, da Ferrari ima izjemno visoko stopnjo oprijema, tako mehanskega kot aerodinamičnega, ampak tudi izjemno visok zračni upor, kar je logično. Poleg tega, da smo si iskreni, tudi njihov pogonski sklop nima toliko moči zaradi zmanjšanega preseka turbine, zaradi onega profila tam pri izpušni cevi in še bi lahko naštevali. Ampak tu je treba povedati, da ne glede na konfiguracijo pomožnih profilov na aerodinamičnih stabilizatorjih ima Ferrari visok zračen upor. Seveda, ko se spremeni ta aerodinamična podoba, se zračni upor zmanjša, ampak tako pri Mercedesu kot pri Ferrariju. Se je kdo vprašal, zakaj imajo pri Ferrariju tako imenovano Macareno, ker trdijo, da imajo zaradi tega manj zračnega upora. Torej, kje imajo prednost, če Macarene na veliki nagradi Monaka ne bodo smeli uporabljati? Ne vem, to je jasno samo avtorju članka, ki govori čiste neumnosti, da bi izvabil neko navdušenje predvsem pri navijačih skuderije Ferrari, ki zadev ne poznajo prav dobro. In druga velika nebuloza, ki je zapisana v tem članku, je pa naslednja. Namreč od 1.6. se spremeni način merjenja kompresijskega razmerja. O tem smo že govorili pred meseci. Namesto tiste temperature okolice so dodali še meritev pri 130 stopinjah Celzija, kar naj bi po mnenju zopet briljantnega avtorja pomenilo, da bo Mercedes dobil drugi udarec. Težava je v tem, da so pri Mercedesu že februarja prestali test pri 115 stopinjah Celzija, brez da bi Bauer in drugi tehnični delegati FIA imeli karkoli za pripomniti. Dvomim, da bo razlika 15 stopinj Celzija povzročila revolucijo in mislim, da nekateri pisci in tudi navdušenci Formule 1 imajo izjemno kratek spomin. O tem smo govorili že pred časom, da ta nov način testiranja ne bo prinesel v bistvu nobenih razlik. Ampak ostaja odprto vprašanje, ki mnogim ni jasno. Kako bodo pa prehitevali v Monaku, če ne bodo smeli rabiti tistih
dveh načinov, ki jih imajo na prednjem in zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Ja, tako kot poprej. Namreč v sezoni 2026 se uporablja električno-hibridni del za prehitevanje. Tisto, kar poznamo kot cornering in straight line mode, je samo način, ki pomaga bolidom, da porabijo manj goriva, da pridejo do konca. In sedaj, ko bo prepovedano uporabiti oni način, ki omogoča manjši zračni upor in posledično manjšo porabo, ali bodo bolidi imeli težave? Niti ne, kajti velika nagrada Monaka je edina, ki ne traja dobrih 300 km, ampak samo dobrih 270. Tako da tu nobenih skrbi ni. Treba se samo malce spomniti, kaj se je dogajalo v preteklosti, vsaj nekaj mesecev nazaj, in ne na slepo verjeti raznim člankom, ki obljubljajo ne vem kaj, samo zato, da bi nam dali neko upanje. Kajti to je proti tistemu, kar sam pravim, dober članek o Formuli 1. Toliko o tej spremembi, ki je zanimiva, ki je pomembna, in toliko o tem, kar se bo zgodilo na veliki nagradi Monaka in seveda zgodbah, ki jih znajo razni pisci napraviti iz nekaj, kar v resnici sploh ni res. A hvala za vašo pozornost in nasvidenje.